Že tukaj je Valentin. Danes bom govoril o procesu preobrazbe, o katerem govorim v teh videoposnetkih. In ena izmed takih misli, ki jo lahko dobijo ljudje, je to, da to je pač eden izmed mnogih vrst procesov notranje preobrazbe, osebne rasti, duhovnega razvoja, da je pač to prepuščeno posamezniku, da se odloči, s čim se bo ukvarjal, ali bo delal jogo, ali bo meditiral, ali se bo šel v tantro, ali se predajal neki religiji, ali krščanstvu, ali Hare Krišni in tako naprej. Da pač ni pomembno, s čim se ukvarjaš, glavno, da nekaj počneš, da itak je vse stvar osebne percepcije in da orodja za osebni razvoj, za očiščevanje uma, ki se jih razširja preko raziskovalne in razvojne organizacije Destiny, da nimajo kaj dosti učinka oziroma da so enakovredna ostalim duhovnim potem. No, zadeva je taka, da sem preko mojega 15-letnega raziskovanja vseh mogočih religij, duhovnih poti, raznih tehnik za notranjo preobrazbo ugotovil, da marsikaj ne deluje, da deluje samo za nekatere ljudi, za nekatere ne, da je marsikakšna religija oziroma vse religije so bile ustvarjene z namenom zaslepljevanja ljudi. In edino pri tej organizaciji Destiny sem ugotovil, da so informacije čiste, resnične, da so orodja za preobrazbo univerzalna, da ne vsebujejo nobene religije, da jih lahko vsak uporabi in doseže enak učinek. Predvsem pa, da preko Destiny prihajajo najbolj natančne in ažurne, aktualne informacije o tem, kakšna preobrazba se trenutno dogaja na svetu in tudi v onostranstvu oziroma v tem tako imenovanem duhovnem svetu, ki se je začela dogajati intenzivno po odprtju meddimenzijskega portala leta 1998. Kajti onostranstvo je očiščeno, nebesa niso več taka, kot so bila, sistem reinkarnacije se je popolnoma spremenil oziroma odstranil. Vsa ta manipulacijska tehnika duhovne hierarhije se je odstranila. Umsko-zavestni sistem se je introvertiral, prišlo je do inverzije in sedaj se tudi ta časovna dimenzija vse bolj skrajšuje. Kaj to pomeni? To pomeni, da ne glede na to, kaj si posameznik osebno misli, kakšno ima prepričanje, kakšno ima vero, realnost je za čisto vse enaka. Vsak lahko preizkusi določeno aktivnost v svojem umu in bo potem dobil enake reakcije na svojem fizičnem telesu. Torej, prej je sistem inkarnacije deloval na ta način, da nekako ni bilo karmičnih posledic takojšnjih, ampak so se te karmične posledice kanalizirale ali so se manifestirale za zelo velikim zamikom, tudi z več inkarnacij, dolgim zamikom, ali so se kanalizirale nekam drugam, da je neka druga oseba potem dobila posledice dejanja drugega človeka. Skratka, karma ni delovala. Sedaj pa končno se je karma aktivirala, zato da lahko vsak vidi, kakšne so posledice
njegovih dejanj oziroma miselnih in vedenjskih vzorcev. Kaj to konkretno pomeni? To pomeni, da se bo zmanjševal čas, ko bo nekdo imel recimo neko škodljivo, egoistično misel, in trenutek, ko se bo ta misel manifestirala kot neka poučna posledica v smislu neke bolečine na fizičnem telesu te osebe, ki je imela to misel. Dogajalo se bo, da v trenutku, ko bo nekdo na nekaj pomislil, ko bo imel neko razdvajajočo misel, ko bo imel neko čustveno reakcijo, se bo to manifestiralo kot bolečina na telesu. Skratka, nekateri, ko opazijo te moje videoposnetke in vidijo ostale člane te naše skupine Destiny, mislijo, da smo mi edini, da moramo mi potem sami doseči neke globalne spremembe, da nas je premalo, da bi dosegli kakršnikoli znaten učinek preobrazbe razmer na tem svetu, ampak ne zavedajo se, da je ta proces univerzalen in da ga čuti vsak človek, ki je inkarniran v fizičnem telesu. Torej ni potrebno, da jaz osebno nekomu nekaj razložim, ali da vsi vidijo te moje videoposnetke, ali da se vsi vpišejo na te spletne tečaje Destiny. Vsak bo deležen enakih posledic za sodelovanje v svojem umu, za to, da dopušča določene misli ali čustvene reakcije. Nihče ne more uiti temu procesu. Vsak je soočen z tem, da se spremeni, da začne jemati v obzir druga živa bitja kot enakovredna. In tudi po smrti je vsak soočen z vsemi svojimi miselnimi vzorci, za svojo naravo, in takrat gre skozi eksistenčni proces preobrazbe, ki je še veliko bolj težaven in napornejši. In tudi marsikdo, ki bo tako globoko zabredel v da bo ta proces za njega težaven, bo enostavno doživel svojo drugo eksistenčno duhovno smrt in bo prenehal obstajati. Na ta način se stvarstvo sedaj očiščuje, da se odstranjuje sistematično vso zlo iz tega sveta. Nekdo mogoče opazuje te posnetke, se mu zdijo čudni, marsikdo se posmehuje, kakšne grozeče komentarje tudi daje, posmehljive, ampak taka oseba misli, da če enostavno ne bo zraven v tem procesu, da se bo lahko tega procesa rešila. Ampak žal to ni res, nikomur ta proces ne uide. Razlika je samo v tem, da ljudje, ki se bodo pridružili naši skupini Destiny, ki se bodo poslužili teh spletnih tečajev, brezplačni uvodni tečaj DIP Light in ostalega, in ko bodo prebrali ostalo gradivo, ko bodo tudi začeli sodelovati kot skupina, taki ljudje bodo skozi ta proces preobrazbe šli veliko hitreje, veliko bolj enostavnejše, z veliko manj bolečinami. Tako da je odločitev vsakega posameznika, ali bo trmasto vztrajal pri svojem in še naprej ščitil svoje omejitve, ignoriral informacije in jasne dokaze o tem, kako enostavno ne moremo več na tem svetu živeti v takem egoizmu, kot smo ga do zdaj dopuščali. In taki ljudje, ko bojo to spoznali, če se bojo priključili, bodo lahko veliko bolj poskrbeli za sebe, da bodo lažje živeli. Tisti, ki pač ne, ki bojo pač to ignorirali, bojo pa doživeli težje lekcije,
veliko večje življenjske bolečine. Torej, če ne bo šlo zlepa, bo šlo pa zgrda, pravijo. Tako je, ampak odločitev je padla, škodovanja se ne bo več dopuščalo in slej ko prej, ko nekdo to prepozna, bolje je za njega. Vabim vas, da si pogledate povezave pod tem videoposnetkom, da se nam pridružite in sami sebi najbolj pomagate. Hvala lepa in nasvidenje.